Torej, ste že nagledali dele te prve prosojnice, ne? Strašljiva, ne? Pravzaprav, kakšna vprašanja so bila postavljena, kdaj smo, kje smo, kaj še kdo, kje, kako se kaj razvija, koliko časa še, ja, ta odgovor je že odvisen od česa drugega, recimo, kaj pa vem, prepoved Twitterja, pa bi bilo pol več šans, da bo dlje časa, ne, ampak da, ne. Zdaj, seveda, ne bojo vsa vprašanja tako velika, ne, in na koncu bom probal par besed reči tudi okrog povezav, seveda, raziskovanja vesolja, se pravi astronomije, pa drugih ved, pa malo še širši, tako po mojem globokem občutku, moramo vsi skupaj biti tudi pač na tišni vladni investiciji na nek način, ne. Zdaj, tole sliko ste si ogledali, ja, to je pač eno večjih dogodkov, rečemo kakšen mesec dober nazaj, se pravi še eno odkritje izbruha gravitacijskih valov. V tem smislu zelo posebno, da imate, kot ste imeli prej, neko banano na nebu, kjer so domneva, da nekje v eni od teh smeri bi moral biti ta izvor, no zdaj se je pa tistemu ameriškemu dvojnemu detektorju priključil še italijanski detektor v bližini Pize in vidite, na kakšen majhen krogec so prišli. Zdaj bomo videli, da bo naslednji teden še kakšna stvar naprej objavljena tukaj, skratka, odpira se novo okno, odpira se okno, ki se mu reče tresenje prostora, se pravi gravitacijski valovi in to seveda pelje stvari naprej, omogoča zelo izjemne okolja videti, kot je recimo stvari, kjer je drugače vse megleno in enostavno ne boste videli, da stvari povezane z začetkom vesolja. O tem danes ne bo govora, ampak pač sli se pa lepa, pa zakaj pa ne. Zdaj, mogoče, če gremo takole začeti s tem, kdaj smo, ne. Tukajle, ja, včasih si bom privoščil, pa vam bom pa števil gor napisal, ne. Se pravi, tam piše neka starost Zemlje in Sonca, zdaj, kaj pa vem, 4,5 milijarde let. Kar je za moje pojme impresivno je, koliko mečkana napaka plus minus je zgrabana, koliko pravzaprav to natančno vemo. In tukajle morate biti skeptični, kako vemo toliko natančno, koliko je star nek kamen na Zemlji in potem bo najbrž najstarejši tisti, ki na Zemlji in Luni in kje še kje drugod, ko bo še rekel, to je pa naše osončje. Ja, eden od pomembnih načinov so teli kristalčki cirkona. Cirkon je pač, kakor vidite, zelo lep kristal, ki se pač atomi razporedijo v določen vzorc. In ta cirkon lahko noter vzame kakšen uranov atom. Nekaj glih prav je, da noter gre v to pač rešetko, se pravi tam vzorca. Ampak uran, kar veste, vrčkam uporabljajo to, da ni čist stabilen. V osnovi, če ga pustite samega na mir, potem vam bo eden in druga vrsta urana, ga bo ostali pol po 0,7 milijarde let ali pa 4,4 milijarde let. Rabite nekaj dolgega, nekaj primerljivega s tistim časom, ki ga iščete in uran vam omogoča kar dva načina, kako dobite dva različne vrste svinca. Svince pa pač zgodi, da je enostavno atom, ki ne paše v ta cirkon, da ga hoče razgnati. Včasih mu rata, če mu pa ne rata, se pravi, če najdeš cirkonov kristalček, ki je lep, intakten, še zmeraj cel, potem je pa vsak svinčev atom, ki ga not najdete, siguren nastal z urana, ker ni nobene šanse, da bi na začetku noter prišel. In iz tega, ko primerjate, koliko imate svinčevih, pa koliko imate ustreznih uranovih atomov, lahko določite starost, samo dvakrat to lahko naredite, pa bi bilo lepo, da se to vjame, in na ta način lahko starost neke kamnine, pa česa živega, pa tako naprej določijo. Naprimer, novica zadnjih tednov, mesecev so, da je možno, da je življenje celo že 4,1 milijarde, 4,0 milijarde let pred sedanjostjo nastalo na Zemlji in to je predvsej vznemirljivo, ne zaradi tega, ker smo s 3,8 prišli na 4,0 ali pa 4,1, ampak zato, ker pomeni, da je življenje celo nastalo lahko v zelo neugodnem, zgodnem obdobju našega osončja, ker se sorte dol padali in je bil padec meteorita dnevni dogodek skoraj. Zdaj, če pogledamo starost vesolja, strašljiva številka, tista je seveda decimalna vejca, se pravi 13,8 malo zaokroženo milijarde let. Spet, kozmologi so naredili zelo velik napredek, tiste dve stopinki sta skoraj da že nespodobno mačkana napaka. Te številke se težko zapomniti, ampak ni pa težko zračunati, če jih podelite. Zelo blizu je razmerje 3.
kar pomeni Zemlja, Sonce, vse, kar je v našem Sončju, približno trikrat mlajše od vesolja, nismo bili minčki, nismo pa blazno stari, tako nekako, kar je tam nekje običajno. Zdaj to primerjamo lahko s kakšnimi, rečemo, starimi ljudmi in ponavadi si ne morem kaj, da ne bi Lucy citiral. Lucy je pač en starejših avstralopitkov, Lucy mi je pa srcu zaradi tega, ker sem seveda še iz Beatlovske generacije in Lucy in the Sky with Diamonds ne moreš min tega, ne? No in ta je zdaj datiran na približno 3,2 milijona let. V tej skali je to tam čist na vrh, pravzaprav čist zdale, čist ravno kar, a ne? In kar je pa, tukaj imate razne dogodke na tej kozmični časovni skali, kar je pa zanimivo je, da tukaj je zelo daleč, bi človek lahko, kar sigurno veste, rekel, ja, gledanje v neke grozno oddaljene galaksije, ki svetlova tog časa do nas potuje. Ja, to je ena možnost, ampak v tem primeru se te stvari seveda vidi, kakršne so bile takrat, so pa zelo daleč, zelo šibke, zelo težko je to opazovati vsaj podrobnosti. Imate pa še eno možnost, namreč nekatere zvezde bodo še bolj dolgožive, kot je naše Sonce. In, na primer, trenutno najstarejša zvezda, ki jo poznamo dobesedno v naši sončni okolici, je neka tako zvana Kellerjeva zvezda, ki ima okrog 10 milijonkrat manj elementov, ki v zvezdah nastajajo, recimo kovin, železa in podobno. In to pomeni, da je dejansko nastala relativno zelo malo nekako v drugi generaciji zvezd sploh v našem vesolju. Se pravi, kdaj ima neko turišče, človek bi lahko na kratko rekel, ima nič posebenega od starosti vesolja, 1/3 je pač starost Sonca, potem pa ja, mi smo pa seveda ravno kar prišli še na ta svet, medtem ko življenje je že dokaj časa na tem našem svetu. Zdaj, ja, naslednja stvar bi bil, kje odgovor. Ta kje bom pravzaprav, takole imate vsak dan prevedeno astronomsko sliko dneva v naši skupini, pa si bom privoščil to, da bom ta video enostavno pognal, pa bo po mojem več povedal, kot če ga jaz samo govorim. If you look up an image of the Earth and Moon, you're going to get a picture where they're quite close together. Something like that. But in reality, the Earth and Moon are about that far apart. That is the Earth and the Moon to scale. Taking the same concept, but for the solar system, every single picture of the solar system that we ever encounter is not to scale. If you put the orbits to scale on a piece of paper, the planets become microscopic and you won't be able to see them. There is literally not an image that adequately shows you what it actually looks like from out there. The only way to see a scale model of the solar system is to build one. Welcome to Black Rock Desert. This is Alex. I'm Wiley. He's going to be behind the camera. I'm going to be probably making a lot of mistakes on camera. We have 36 hours to measure the distances, trace out the orbits, and set up a time-lapse shot from up on top of a nearby mountain. To create a scale model with an Earth only as big as this marble, you need 7 miles of empty space. So that's why we're here. Why did you guys come? I don't have a job. At this scale, the sun is 1.5 meters, so about that big around. So we are driving right now to Mercury. We've arrived. Venus is the same size as Earth. I have the world in my pocket somewhere. And Earth. This is Mars.
once the time lapse is ready, we'll drive each orbit with a light. Hopefully you'll be able to tell just how big they really are. Onward to the outer planets. Jupiter. Saturn. That tiny light out there is our sun, just over a mile away. The sun's way, way out there now. So this is it. This is the edge of the solar system. So right now it's about 7 a.m. We just woke up right before the sun's about to rise. We are on Earth's orbit. Wiley is over there holding our sun. Cue the dramatic sunrise music. So if we've made our model correctly, your perspective from where Earth is on the model will match your perspective from standing on the real Earth. So if you look back at the sun, you will see that the model sun and the real sun are the exact same size. And that's how you can tell that the proportions are correct. There are 24 people in the entire history of the human species, billions of people who have actually seen the full circle of the Earth with their own eyes. Following the breakfast, the astronauts went to the soup room where they dined their spacesuits. Man's attempt to get to the moon. We have liftoff. Liftoff at 7:51. In Earth orbit, the horizon is just slightly curved. When you head on out to the moon, that horizon slowly curves around and upon itself, and all of a sudden you're looking at something that is very strange, but it is very, very familiar. Oh my God, look at that picture over there. Wow, that's crazy. You can put your thumb up, and you can hide the Earth behind your thumb. Everything that you've ever known, all behind your thumb. Not even bigger than that. We have to. It is really beautiful. You didn't cry. That's what I really wanted to try and capture. We are on a marble floating in the middle of nothing. When you sort of come face to face with that, it's staggering. Torej, ja, vidimo, kaj gremo. Zdaj pa seveda, se pravi, smo rekli, tudi naše vesoljske potovanje, tudi imate nekaj podatkov, skozi nekaj z eno stranjo in kot rečeno, posebnost Lune je, da rabi enkrat
en mesec približno, da prije okrog Zemlje, pa skozi gledam z isto stranjo, naprimer tukaj jaz sem Zemlja, Luna potuje okrog mene, proti ven določena stran gleda točno polovico tega kroga, kar pomeni, da Luni je 2 tedna dan, pa 2 tedna noč. In v tem je majčken problema Lune, zaradi tega, ker se lahko spravite na tako stran, da boste da Luni je Zemljo skozi nad obzorjem, ampak problem je, da vas bo 2 tedna v bistvu bičalo Sonce. In če greste pogledati, je ta stvar precej neugodna. Spomnite se morja, koliko hitro se segreje tam na plaži, ko vas Sonce obsije, na Luni je precej močnejši, ker seveda ni atmosfere, ker blokira svetlobo in posledično seveda vroče. In ni čuda, da so na Luni pristali vedno do prvega krajca. Se pravi, tukaj imate mesta, pristajališč Apollo na Luni in če greste pogledati datume, takrat od leta 69 do začetka 70 let, vedno kmalu po takratnem sončnem vzhodu, da so pristali, kajti mraz se malo bolj obleče, če pa vroče, potem pa tisti čevlji imajo kakšno težavo. Zdaj seveda na Luni smo bili in pač tisti, ki ste to zamudili, nič hudega, vaš problem. Sam se dobro spomnim Ribariča, pa se dobro spomnim gospoda Draganta, ki ste to v živo komentirala leta 1969 iz studija. Na Luni se je marsikaj dogajalo, tukaj recimo je en dečko igral golf, pa je malo se spotaknil, pa je Strofander zdržil, tam na gor so vozili precej divje z bagijem po Luni, pa tako naprej, kakšne vtise so seveda ostali in podobno. Ampak te stvari poznate, če ne, lahko seveda se sami pogledate in ni treba sem ne hoditi danes večer. Če koga prav posebej zanima vse tiste, ki ste nagnjeni za rotom, tukaj imate posnetek, kaj je ostalo za Apollo 11, se pravi vice njegove noge, s katerih je potem vzletel, pa vice vse sorte obraznih zastav do seizmometrov, do zrcali in tako naprej, ki so jih gor pustila. Podobno so v ostalih misijah Apollo. Zdaj, če malo pomislimo, če hočete iti na Luno, morate najprej tudi v vesolje in seveda misije Apollo so to naredile na tako način. Zdaj, kako se to naredi? Sam en način obstaja, iti morate pač nad tole našo zemljino atmosfero in začeti najprej krožiti okrog Zemlje. In stvar je v bistvu preprosta, človek bi mislil, saj v kakšnem rumenem tisku vsako poletje preberem, da je treba samo zgraditi za dosti visok stolp, in da bojo to nekje v Dubaju to hitro naredili, in potem enostavno bojo kar porivali satelitov v svoje slike. Ampak neroden je, zaradi tega, ker ta satelit, če ga porivate, pač padu dol, ne bi spodaj. To da pomeni, nič se nam posebnega zgodil. Če ga seveda mečkam bolj porinete naprej, pa bom nekaj kasneje dol padel. Če ga še bolj porinete, bo še malo kasneje dol padel. In če ga res dosti močno porinete, potem bo blazno skozi padal, ampak kaj, ko se mu pa Zemlja krivi pod njim in bo začel na ta način krožiti okrog Zemlje. Zdaj, cena za ta zelo ali pa dovolj hiter pomeni, da morate iti približno 7,8 km na sekundo. To je omembe vredna hitrost, recimo od Ljubljane do Bohna po cesti 80 km, v 10 sekundah ste tam, v 1 sekundi ste bili doma, to pomeni. In to pomeni precej hitro in tudi v smislu, kaj stane, to, da se dvigne ta samle visoko kot nekim dvigalom, ta razlika v potencialni energiji, kad smo se v šoli učili, je bistveno manjša, kot to, da zadosti hitro greste. Prav, glavni strošek pri tem je, da morate iti dovolj hiter in zaradi tega je tako drago je to vesolje, ker mora raketa narediti 2 stvari v zelo kratkem času. Zelo močno se mora pospešiti, se pravi, doseči mora to hitrost, pa še hiter mora to narediti, zaradi tega, ker če ne naredi hiter, če ne bruha zadosti dol, potem enostavno ne bo držala lastne teže in se sploh odlepila z rampe ne bo. Tako da v tem smislu je to tisto, kar toliko stane. Ne bi stalo tako veliko, če bi te naši izpušni raketni motorji bili sposobni vam puhati z zelo velikimi hitrostmi, pa saj, če zahteva to, da držijo še lastno težo cele rakete, potem pomeni, da so porabljati običajne, klasične raketne motorje, to je edino, kar imamo, in te izpuhi so enostavno počasnejši od teh 7,8 km na sekunde in je treba ogromno gorivo vam spraviti, zato da na konec prijete do tirnice. Skoraj samo gorivo imate in pravzaprav je to neke sorte, upate, da kontrolirana eksplozija pod vašimi nogami. Zdaj, ta tehnologija iz 70-ih let je za moje pojme še zmeraj zelo občudovana.
če imate kdaj šanso iti v Združene države, tole recimo vidite na Floridi, podobno to vidite v Huntsville, v Alabami, še kje, da imajo take Saturne 5 razstavljene, tiste, ki pač niso porabljene. In je zelo, zelo impresiven pogled. Zdaj, če malo pogledamo kakšne številke, pa ne bomo vsega tega ne brali, samo eno stvar si bomo pogledali. Tale zadevška, kakor nekje tukaj piše, je tehtala 3040 ton, kaj škatla. Predvsej težka je bila tale raketa. Na koncu, kaj je bil cilj? Ja, 3 astronauti spraviti do Lune, pa v redu, še 2 od tega sta uspela pristati na Luni, pa seveda so nazaj domov prišli. In to pomeni, da je ta izkoristek v smislu koristnega tovora za končno misijo proti začetni teži, pomeni, da res skoraj samo gorivo peljete sabo in tega zaenkrat ne znamo zaobiti. Se pravi, iti v že nizkozemljino terenco pomeni zelo veliko goriva vam spraviti v zelo kratkem času in to pomeni, da morate imeti črpalke, veliko stane v take rakete. Zdaj, ja, mi grede nizkozemljina terenca, to je na primer mednarodna vesoljska postaja. Zdaj, danes raje nisem delal reklame, zaradi tega, ker je letela čez 15 minut po začetku predavanja, ampak povej pa za Inter, Inter imate, če bo vreme čisto lepo, greste na tole mesto na mreži, eden se bal z minusom in vidite, da je 12.10, to je jutr, takole na severo-zahodu bo ušla in bo letela dobesedno čez glavo, vam, kakor tukaj vidite, piše 19:28, se pravi 2 minutki pred 7:30, njih takrat, kakšni vremenko ti končajo na televiziji, stopite dovolj, če bo lepo vreme, boste videli zelo svetlo točko, ki potuje z mirno hitrostjo na prvi pogled čez obzorje. Potem pa pač tripa, ker je pač številka stvar za par fuzbalskih igrišč in je osvetljena od sonca. Mingrede, kdo je to pozabil nekaj narisati tole črto do konca? Kaj se dogaja? Senca gre. Kako? Senca gre. V senco gre, tako je, prihaja jesen, kostanji so pa tako naprej, in to je znak tega, da ob 7:30 zvečer, tudi če si 405 km visoko, kar je ta vesoljska postaja, pač že pride v senco. Se pravi, mi smo pa že mnogo v senci, jaz sem moral imeti lučne koleso, ko sem se hodil. Zdaj, na splošno, če nas se zdaj zanimamo, če se vrnemo nazaj na tisti video za naše osončje, se pravi, če bi radi šli onkraj Lune, kjer smo na nek način že bili, tam je fino pogledati celotno osončje, jasno ne bomo risali velikosti planetov, kot smo se naučili, so pa prav narisane tako od zgori pogledane relativne velikosti terenca. In zdaj, kar vidite, je, da tukaj na sredi sonce doma, ja, v redu, okej. Potem pa vse gre nasprot urnega kazalca na tej sliki, če iz severa posneta. Se pravi, vsi planeti grejo takole nasprot urnega kazalca, pa tudi Zemlja se vrti nasprot urnega kazalca, takole okrog, tudi Luna kroži v istem smislu, zasnovna mora biti simpel, drugače nismo sposobni zapomniti. To pomeni, da kadar ste na tej naši Zemlji tukaj, sem gledate, kaj je dan, četrt obratek, sem gledate, kaj je večer in Jesus Christ, nič pametnega in tukaj gore, nobenega pametnega planeta, nimate Jupiter in Saturn kvečeni, ko je že pravzaprav v večerni zali, ko čas zahaja, mogoče kakšno urco, pa pol se ga da opazovati kar na koncu. Po noč, tudi ni nič kaj zelo pametnega, zjutraj pa vidite, ja, mogoče bo pa šel potem Venera pa Mars, medtem ko potrečen Jupiter in so Soncem. Kot ste videli tam na tistem filmu, Zemlja je hitrejša od Marsa, Jupitra, Saturna in bomo zato počasi lovili Mars, bomo lovili Jupiter, bomo lovili Saturn, skratka tam nekje po božičku se bo vse sorte boljš videla. Medtem ko Venera je pa tista, ki pa nas prihiteva po notranji šturi, podoben kot na Tomačevskem križišču, ki so bolj noter, pelajo hitrejš, pa še krajšo pot imajo, se pravi pridejo te okrog. Tako da je to pač take rude. In taka karta vam na nek način takoj pove, kaj se bi najbolj lepo videti. Zdaj, teme pa kljub samo, da ne bomo preveč delč odpotovali vesoljska potovanja. In ja, seveda, najbolj ste pričakovali, da bom cel čas govoril o SpaceX-u. Ja, seveda, jasno, nekdo se je spomnil narediti to vrstno podjetje, ki pač trenutno dela istne stvari pri izstreljevanju v nizkozemljino terenco. Zdaj, kakšni dosežki so, kakor veste, je zgodba to, da so sposobni pravzaprav pristati na izstrelitveni ploščadi,
s precejšno verjetnostjo, nekako ne 100%, ampak tako da se zdi, da se bo dalo zboljšati. Zakaj jih to sploh zanima, da bi raketo na nek način ohranili, vsaj kakšno stopnjo potem, ko štartajo? Razlog je, tudi bom boljš lahko razložil kolega Matevž Dunar, strojne fakultete, ogromno goriva morate spraviti noter v raketni motor in to gorivo ima to slabo lastnost, da pride iz visokega tlaka, kjer ga imate spravljenega v nizek tlak, grozen hiter. In posledično te motorji, kot se temu reče, pride do gravitacije, se pravi, take eksplozije se delajo ob topacah in uničijo vse te črpalke. Črpalke imajo trenutno nekaj minut življenjske dobe, stanejo pa zelo veliko, ker bodo sposobne velike tlačne razlike prenesti. In zdaj cilj je, da bojo mogoče to dolžino spremenili z nekaj minuto in pol ure, pa se upadali mogoče na 3-krat, 4-krat, 5-krat leteti, čeprav seveda boste leteli z barabnim avtomobilom, in morate razmisliti, koliko vaš satelit stane, pa recimo, če ste pa vi tovar, pa koliko je vredno vaše življenje. Tako da rečem, razvoj je, verjetno bo ta stvar narejena, ni pa tako jasno, da bo tukaj tako velik prehran, kar se rado govori. Zdaj, če malo v bistvu na ta način gledamo naprej, kako bi, naprimer, nizkotirance seveda znamo priti z eno, z drugo raketo, kako bi prišli naprej. Do Lune se tudi da priti, ker tehnologija je 70 let na nek način, neko znižanje stroškov bo, vprašanje je pa kolikšno. In zdaj vprašanje je tudi, kaj se zgodi, če gremo kam malo dlje, to bi bilo najbolj zanimivo. Mars je tista stvar, ki skozi ti o njej govorijo. Zdaj, zakaj bi Mars, se bi šla tudi Venera, ampak Venera je tako neprijazna, da nobeno ne več ne govori, zato ker ima tako gosto atmosfero, da je tam spodaj tako divje efekt stople grede, kar se ga na Zemlji bojimo, da tam je res divjo in imate skoraj 500 stopinj Celzija na površini, na 450, in da besedno, tam se vse stopiše, ruske sonde so zdržali samo par minut na površini, to pomeni, da dejansko ni mogoče načala, kaj tam počenjati. Mars je skoraj da brez atmosfere in v tem smislu lažji za pristop gor. Zdaj, kako se to klasično dela, če imate takole sonce, pa je tole Zemlja, ki gre okrog sonca, recimo tako schematična skica, pa je tale ta rdeča krivulja, pa kako gre naprimer Mars okrog sonca, potem uporabljate nekaj, čemu se reče prenosna orbita, se pravi, tukaj izkoriščate, da potujete kar hiter, s 30 km/s okrog sonca skupaj z Zemljo, malo pospešite, pa vas tole ugasnete motorji, vas tole odnese po taki elipsi in bi veselo padli nazaj noter k Zemlji, ampak tukaj, ko ste v tej točki najbolj oddaljeni od Sonca, bi zdaj, kot rečem, ste počasnejši od tega trdečega Marsa, ker vi bi not padli, on pa se obdržila krožni tiranci približno, in zaradi tega še enkrat pospešite in potem pa lahko na Marsu pristanete. Se pravi, ta prenosna tiranca, kot rečemo, en pospešek tukaj, pa en pospešek tukaj, klasični način za potovanje do Marsa. Zdaj, ta stvar je znana, te stvari delamo že kar nekaj časa in zdaj seveda je vprašanje, ali se da to bistveno bolj narediti. Ja, nekatere stvari so tukaj le pri ceni v igri, tole traja čas, takole je 7 mesecev, 8 mesecev, ki ta traja logične elipse, ta potovanje. Zdaj, nek gospod, ki rad prodaja izjemno dobre, tudi jaz bi ga imel električne avte, pravi, da bi poslal ljudi kar 80 dneh do tja. Za zabavo sem šel zračunati, pa študente sem malo zamoral s tem, pa smo moji na isto prišli, da lahko grede v 80 dneh, prijete, kaj ni problema. Edin, kar je 20krat manj, boste imeli koristnega tovora. Se pravi, to je predvsej huda cena za to, da si v 80 dneh, ko žive okrog sveta na Marsu, da se vse samo stane. Če nimate preveč denarja v javnem sektorju, taki stvari ne počnete. V tem smislu, osnovna zgodba je, potuje se po taki prenosni tiranci in pač to traja 7 mesecev v eno stran, pa še tam je treba čakati 500 dni za to, da se spet Zemlja pa Mars postavita v pravo konfiguracijo za pot nazaj, tako da dobre vage 3 leta traja taka lepot okrog in okrog. In zdaj, koliko to stane? Ja, zelo konzervativna, se pravi, zelo šparovna ocena je, da kakšne 10 milijard na vsakega astronauta bi tole stalo, to je nekaj denarja, in zdaj isti gospod pa pravi, da bo to naredil leta 2024 za 100.000 astronauta. Zdaj, kar me je malo presunali, je, da noben medij ni tega skritiziral, zaradi tega, ker če znate mačkrat računati, vse so velike številke, ampak to dela, saj moja mularija je to morala znati v 7. razredu osnovne šole,
če dve številki malo izdelite, ugotovite, da je to 100 000 razmerje. In če spravimo to v proporcije, ki smo bolj domači, ki niso v milijardah, potem to pomeni, da vam nekdo reče, da pravzaprav boste v Ljubljani dobili stanovanje, pravijo, da stane 100 000 evrov, pa prav, lejte, ti gradbinci tega ne znajo zidati, pojma nimajo, jaz vam ga naredim za 1 evro. Se pravi, a boste šli v to pogodbo, vprašanje. Tako da, možno je kakšno stvar cenejš narediti, vprašanje po kakšni ceni, seveda tehnologija danes je čist druga, kot je bila leta nazaj v tem doma, ampak, kot rečen, faktorji 100 000 so pa večkrat neverjetni. Pa mogoče še kakšne druge stvari, če sem že v tem načinu, da malo kritiziram, kaj vem, rudarjenje na raznih asteroidih, obstajajo kakšne koristne stvari tam gor. Ena najbolj koristnih stvari je voda. Zakaj? Z vode se da delati raketno gorivo, če date na razen, da rata kisik pa vodik, kar rabite samo malo sončeve energije za to, potem naredite goriva in ga ni treba samo pelati, to se zelo splača. Ostalo, se pravi, da bomo tam, ne vem, zlato ali pa diobi ali pa ne vem, kjer redke kovine, rudarji, načelno da, ampak te kovine niso izjemno čiste. In če greste na Alibaba, ugotovite, da marsikakšna redka kovina stane tam približno $100 na kilo. Kar stane je narediti čisto, to stane, ker ta postopek čiščenja je dolgotrajen in dostikrat zelo drag. In seveda na stvari niso tako čiste in če pogledate ene tolikle, pa dobro, magari 10-krat ali pa 100-krat več, če imate bolj čisto, boste tam našli, ampak stane vas pa 10 000 na kilo za do vesoljske postaje, tipična cena, ene 50 000 za ljudi do mehen višjega satelita in recimo še do mehen višjega satelita, pa tako je $500,000. In to so cene, ki enostavno ne upravičijo vložka. Pa še mogoče ta zadnja stvar, jaz mislim, da se le treba nekaterih pogodb držati, saj če jih drugi narodi predpišejo, obstaja nekaj, čemu se reče Ottowska izteki, podpisano leta 67, se pravi, preden so prišli na Luno, vsi so to podpisali, vse relevantne države, to so ratificirale, še 24 jih je podpisali, no mi smo pa med tistimi, ki nismo nič naredili, ampak tradicionalno, se pravi, ne gospod Musk ali kdo bi pač to počenjal, pride v Slovenijo, pa bo vse v redu, potem mi smo podpisni, ki nič ne prejšnji. Zdaj, če pomišljamo na Mars, torej, če najbrž ne bom, mi lahko gremo, to je stvar prestiža. Če imaš ti interes, da greš, potem se gre gor, samo nekaj denarja bo treba za to plačati. Seveda, če vas pa zanima raziskovanje, kako je na Marsu, in to je zelo zanimivo, kajti Mars je včasih bil prijazen svet, imel kaj vode, kot bomo videli, potem greste pa skupaj vozilci. Recimo trenutno tole vozilo, ki mu je imel Opportunity, priložnost, pa tole vozilo, ki je tole, ki mu je imel Curiosity, recimo, zvedavost, sta trenutno bosta po Marsu. Vidite, da je bilo še nekaj takih manjših magijev, kot jih ima vaš mlajši brat, in te so zdaj pač že končali, ampak vidite, da recimo tale se bo po Marsu od leta 2003 in še zmeri deluje. Skratka, mimogrede, vesoljski hardware tipično dela desetletja, preden se pokvari, tako da, ko boste naslednjič slabe volje nad vašim računalnikom, ni hardware kriv, problem je to, da je programska oprema in preslabo napisano za cene, da ste jo plačali. To so zdaj vozila, ki vozijo po Marsu, 2 roverja ta moment, pa imate pa še naslednjih 8 sond, ki letijo okrog Marsa in ga snemajo na vse mogoče načine. Mars nas zelo zanima. Tukaj vidite tale pristanek, od Opportunity, ali kar vidite, precej tako skakajoč, malo je napihnil stvari in lepo odskakval in potem na konc pristal in se odpeljal ven. Stvar deluje in ta podobno, ko ste videli rakete sprožil in so ga potem na konc besedno odložili, da odletela ladja proč. Tako da stvari delujejo, kljub temu, da kakor vidite, je nekaj tega pionirskega duha in nekih načinov, kako pristaneš, ki niso vsi tako ortodoksni. Zdaj, če gremo pogledati, naprimer ta priložnost Opportunity, ta je rekorder v kakšnem smislu, ko se bo 2003 ali 2004 po Marsu, tole je njegova pot, pa tole je bilo leta 2014 narisan, tale črta je črta maratona. Skratka, če boste čez dober teden tekli v Ljubljani,
Potem sicer on je od leta 2014 še napredoval, in je šel preko maratonske meje, tako da je treba teči, tako kot so nesrečni maratonci lansko leto, da je morali malo dlje teči. Ampak skratka, dejstvo je, trenutno je približno maratonska razdalja naredil. Seveda v toliko let, se prav hitro ne vozimo, ker se bojimo, da bi kje se zataknemo. Pa tudi tale, to je pa ta Curiosity, je trenutno približno dvakrat več naredil 17 km na ta moment, kot je naprej. Ampak tukaj vidite celo vrsto ruskih in seveda jasno ameriških vozil po Marsu in po Luni, ki so že marsikaj naredili, in to je ta najdaljša pot od zgori pogledana, kako je prišel do tega roba kraterja, pa še nekateri druge obiskom. Kar je našel, in to je pomembno za ta opportunity, je dodatne geološke dokaze o tem, da je včasih na Marsu bilo kar nekaj tekoče vode, recimo tale hematit, pa železov oksid, taki obliki krogelc, ki so šli prostorsko pogledati, kako je ta stvar v različnih plasteh, so izločili vse ostale možnosti nastanka in pravili, da je sigurno morala biti tekoča voda potem zraven. Obenem pa vidite suhe rečne struge, vidite skratka hudournike, ki so izsušeni in podobno. Zdaj, kakšna malenkost ni bila špricna na Marsu, ampak zdaj tekoče vode ni, ker je atmosfera 150-krat krepkejša kot po Zemlji, pa še tisto, kar je ostalo glavno sam ogljikov dioksid. Takole pa je na panoramo dejansko iz tega vozila posneta. Zdaj, modernejši, komaj da nekaj let vozi po Marsu, je ta Curiosity, to je pravzaprav že tako, ni glih toliko velik kot Smart, ampak skoraj toliko velik kot Smart, po meter pa pol, kaj tazga dolgo vozilo, z ogromnim številom kamer in z raznoraznimi eksperimenti, med drugim, naprimer, tudi z takim manjšim vrtalnikom in z takim spektrometrom, ki z laserjem uplini tisto, kar skoplje in lahko natančno analizira, iz česa to je. In ja, ista zgodba, to jasno kaže, da je bila včasih klima na Marsu precej drugačna, kot je danes. Zdaj to vse zelo nekaj izgleda, tako kot je bajka, zelo resno, vse polhanenih inštrumentov, tako naprej. Se je, ampak kjer se pa sme, je pa treba vedeti, da v tej naši komuni obstaja neke sorte tako, ni vse čisto resno. In tole je recimo posnetek dejanskega kolesa tega roverja, preden so ga izstrelili v Jet Propulsion Lab v Kaliforniji. In tisti, ki znate Morsejevo abecedo, boste videli, da tukaj piše J, P, L. In to pomeni, da ko so pelje po Marsu, če so pelje po peščenih tleh, potem, kot vidite tukaj, stalno pušča za sabo JPL, Jet Propulsion Lab, skratka puščajo svoj znak. Zakaj so to naredili? Vozne koleso se da manj tehtajo, pa ni treba, da so čisto polne, so dali pa Morsejevo abecedo, zakaj bi dal pa lep vzorec anatomije, če nekaj bolj zabavno da narediš. Tako da malo teh kratkih ne moramo. Zdaj, na Marsu smo prišli, zdaj pa... Upam, da je ta Morse znat nazadnje koliko. Pa niso verili napake, da sem nas priznim, pa zadnji niso ga pa polno. To imaš prav, po mojem je kar na vseh, zihaj. Več hrane škeže, a veš, ker vsak kvadratnik... Sem brišel za sabo, ker sem napisal. Sej, v bistvu, varci da slik so narediš, Marsovci bojo pa to podnjenja. Za one, ki financirajo projekt, bojo bolj Suničeviče v en drugačen kot drugi. Ja, mogoče, vse so. Tako da, ja, lejte, tam na filmu ste prej, smo rekli, vesoljska potovanja, dobili malo občutka in dajmo ta občutek še enkrat prevezati, se pravi, če bi tole zemljo, mi smo jo prej na filmu pomanjšali na 6,4 mm, taka frnikolca je bila, če bi jo pomanjšali še 10-krat, torej to približno milice iz kulja, dober milimeter v premeru, Luna boste težko iskali, Sonce pa ni več meter pa pol velika pomaranča, ampak saj 14 cm v premeru, in potem Jupiter rata v tem primeru ena frnikolca in kar je mogoče zanimivo na tej celotni skali je, da so te razdalje teh planetov velike, se pravi od parih centimetrov za Luno pa pol do par 10 oziroma par 100 metrov za bolj zunanje telesa v našem Sončju. In na koncu, naslednja stvar, o kateri bomo potem govorili kasneje, najbližja zvezda za Soncem, v tem merilu bi bila, to ni več pomaranča, tole je mandarina,
in ta mandarina je eno to gnjavičko, kar so kanalski otoki od tukaj. Se pravi, ta skala, ta praznina je ogromna, že najprej v našem osončju, kaj šele naprej. Zdaj, ja, če o tem govorimo, potem je pomisliti, kako že v našem osončju potujemo onkraj Marsa. Do Marsa je bilo treba iti kot tisto najcenejše, kot tisti Hoffmanovi prenosni orbiti, to je vse klasična rešitev, kar tudi kasneje omenimo še. Kaj pa naprej, ne? Ja, naprej pa ugotavljate, da imajo znanstveniki nizke plače in jih je zato lahko plačevati, ne? Kar pomeni, so bistveno cenejše misije, ki jo vodijo. Ne? In iz tega razloga si vzamete čas. Kaj naredite? Naredite nekaj, čemer se v angleščini reče gravity assist, mi pa temu rečemo gravitacijska vrača. Sprav osnovna finta je relativno zelo preprosta, kakšno pomarančo sem doma pozabil, ampak če je tole Mars, ne, smo rekli, v resnici Mars potuje, vaša ladja je pa počasnejša, ko prije do Marsa. Kar pomeni, da vas bo Mars ujel, pa paste, da vas ne bo nasadil in greste okrog njega. Sprav Marsovci so zdaj sporočali, bližajo se zopet te zemljanje, ne? Potem pa se okrog zasukate in rečejo, no in sedaj odhajajo. V redu, fino. Smo leteli z neko hitrostjo proti Marsu, smo se okrog zavrteli in potujemo na isti razdalji z enako hitrostjo preč od Marsa. Ne? Paste, Mars je pa tudi kiblja, ne? Najprej ste bili počasnejši, recimo kilometer na sekundo od Marsa, pa ste se pa proti obrnili, ste pa hitrejši za kilometer na sekundo od Marsa. In ste predobili 2 km na sekundo, pa ni bilo treba nobenega goriva vžgati, nobenega raketnega motorja. Sprav si se zavihtel okrog in izkoristil dejstvo, da te pač on lahko pospeši. Zdaj, kje smo ukradli to energijo? Kdo gre zdaj pa počasneje, če gre v njih hitrejšo? Mars, ja, tako, ne? Ampak zelo malo, par atomov na sekundo, kitajskega konja, da je tak, da je bo, ne? Da se mu ne pozna to, da tisto našo ladjo s parimi tonami pospeši. In to rutinsko počenjamo delno, ne? Se pravi, tukaj vidite recimo takle primer hitrost, pa razdalja od Sonca, za rdeče je eno takole plovilo, znano plovilo Voyager, prvo plovilo, ki je za pionirji šlo potem proti zunanjim planetom Osončja, ne? Do Jupitra je šlo samo navzdol hitrost, ampak Jupiter jo je pospešil, pa je padal do Saturna pa je pospešil, pa do Urana, pa gor, pa do Neptuna, pa gor, pa ven. Tale modra je pa referenčna krivulja, ki vam pove, koliko hiter morate iti na neki razdalji od Sonca, da lahko vidite ven iz Osončja. In seveda Voyager 1 in Voyager 2 letita ven iz Osončja, približno nekaj več kot 100-krat dlje sta trenutno, kot je Zemlja od Sonca. Zdaj, podobne zgodbice, recimo z nedavno misijo, ki ste jo mogoče v medijih videli njen konec, misijo Cassini, to je misija, ki je potovala proti Saturnu, pa ni šla direkt, ni bilo zadosti denarja, ampak so se vzeli čas. Najprej so šli, pa so leteli, pač so vzleteli, pa so šli najprej do Venere, pa so se zasukali, pa so tukaj mečkam pospešili, pa še enkrat do Venere, pa še enkrat mimo Zemlje, pa mimo Jupitra in potem so pa šli do Saturna. Skratka, taka je pentla, ki pomeni, da grejo tele hitrosti gor pa dol. Tale ziga-zaga je pa zaradi tega, ker so se utirali v krožno tiranco okrog Saturna in reč hitrej, počasneje, glede Sonca, zaradi tega je ta gor dol žarca. Zdaj, Cassini na splošno zelo uspešna misija, zdaj so jo končali, zato da ne bi, kot bomo videli, kontaminirali kakšnih lun v okolici Saturna, so jo dobesedno potopili v planet zdaj konca septembra in seveda to je strlo in do konca zgodbe. Ampak predtem pa dolga zgodba uspehov, se pravi, po Cassini pri Saturnu, pa predtem recimo pri Jupitru, ki je malo bližji, nekatere zanimivi odkritja. Tukaj je, za primer, je neka luna v bližini Jupitra, ki je ime Evropa, druga najbližja luna pri tem planetu od teh večjih lun, za primerjavo relativno majhen svet. To je naša Zemlja v merilu, to je naša luna v merilu in to je tale Evropa, malo manjša od tele naše domače lune. Hecna zadevšna zaradi tega, ker je pokrita z ledom, samo po sebi nič ne navadnega, to je kar vodni led, ampak ta vodni led že tukaj se vidi, tukaj pa še toliko bolj, da je ves razlomljen in razpolan. In to zaradi tega, ker trenutno sicer nismo čisto prepričani, ena od teh dveh razlag bo prav, ali imate spodaj dobesedno tekoče in stvar plava, tako na kakšni ruski reki, ta led na oceanu, ki se zaradi pline od Jupitra stalno spreminja oblika in zato led na vrh lomi, ali pa je to nekaj, kaj je na meji med tekočim pa med
med trdnim, se pravi, temu bi se po slovensko rekel plundra, se pravi na pol stopljen led. V vsakem primeru je pa to v stiku z kameninami spodaj in načelno imate nekaj blizu 0 stopinj Celzija in v stiku z kameninami nekaj plima tudi dobavlja nekaj energije, in posledično bi lahko načelno tam kakšne morda izjemno preproste bakterije, ki je podobnega uspevali. Mi smo popolnoma prepričani, da je Evropa, tako rečemo, sterilen svet. Mars zelo verjetno je, razen, življenje je tako, ne vemo, koliko rado rata in vemo, da ga je pa precej težko uničati. Nas je grozno lahko uničati, vse, kar bi bilo treba, je zdaj izklopiti elektriko, pa bi ratala panika, medtem ko seveda kakšne druge oblike življenja pa zelo težko uničati. Verjetno poznate zgodbe okrog ekstremofilov že na Zemlji, kaj vse so sposobni preživeti v kakšnih pogojih in koliko časa. Zdaj, če se vrnemo nazaj proti Saturnu, tole je bilo ob Jupitru bližji, zdaj pa Cassini ob Saturnu. Ja, mogoče najprej kakšen lep posnetek, Tole posnetek, veste, da je iz te sonde, zato ker senca, ki jo meče pač Saturn na svoje obroče, para tako, da mora biti sonce tako precej bolj na desni, pri Zemlji se pozna, da smo bili toliko blizu, da senca zmeraj skoraj da preč od nas pada na obroča. Lep posnetek, pa tale posnetek je naredil tudi lep, tukaj se je pa spravil ta Cassini zadaj za Saturn, zato vidite sam takle temen disk, pa vidite te obroče zdaj svetle vidite zaradi tega, ker je to isti efekt, kot recimo, kaj pa vem, oblaki nizko nad obzorjem, takrat, ko sonce zahaja in so vsi užarjeni, ista zgodnica. In glede, kdo je pa to? Ja, upam, da ste se nasmehli, takrat, ko je to posnet, Tako da je vse. Ja, tokle je v Saturnu, pri Saturnu sta dva zelo zanimiva svetova, ki smo jih želeli iti raziskovati. Eden je pravzaprav na nek način odkritja Cassinija in to je Luna, ki je seveda sama po sebi zdana, ampak njene lastnosti so pa v zadnjih 10 letih od leta 2005, ko je prišel Cassini do Saturna, pa do zdaj leta 2017, ko je končal svojo misijo, ratale zelo jasne. Namreč, kar tukaj vidite, je spet takle posnetek, da je bilo sonce zadaj in zato zelo tanek srpek se vidi osvetljen, ampak že na tem posnetku vidite, da tukaj je nekaj narobe, nekaj, da bi špricali, tukaj je malo jačano, pa se vidi res nekaj šprica. Ja, taki gejziri nam špricajo izpod zopet ledenega pokrova. Ista zgodba kot na Evropi, ledeni pokrov in njem razpoke in ven šprica. Se pravi, imate take gejzire. Potem je pa tako, da morate biti, in te ljudje na Jet Propulsion Labu so taki pogumneži, ki se upajo. In so se upali celo vrsto krat leteti mimo te Lune enkeladke, v resnici mečkan svet, 500 km velik, kot tudi v Pariza, ki je ta zelo velik svet. Ampak so leteli zelo blizu, vidite, tukaj je višina nad površjem. In včasih je bilo to, kar vidite tam, manj kot 30 km nad površino. Morate biti kar tako, kako bi rekel, malo pogumni. Vi ste več kot milijardo kilometrov preč od Zemlje in se upate ciljati, da ne boste se zaletela, kajti zaleti bi se seveda samo enkrat. In so celo vrsto stvari delali pri teh mimoletih. Kot prvo so pogruntali, kakšna je porazdelitev tega skolovite gmote noter v tej Luni in kako se ta gmota premika zaradi plimskih sil samega Saturna. Potem so leteli min, pa so natančno slikali, so videli nekatere kratere na tej ledeni površini in so videli, kako ta ledena površina v bistvu odgovarja na to privlak domačega Saturna. In na veliko presenečenje so iz tega ugotovili, da pravzaprav te dve, se pravi, kako njiha notranjost, pa kako njiha zunanji ledeni pokrov, nista popolnoma usklajena. Razlika je mečkana, tukaj nekje piše 0,12 stopinje, ampak zelo signifikantna. In če ga stvar zataknemo, se pravi, če se skale dotikali ledu, pa bi lahko sam to ne počenjali, če pa to počne, potem pa ne sme biti v stiku. Nekaj mora ločiti te dve stvari. In ko dodate zraven še gejzire, veste, da so gejziri iz neke tekočine, ki je spodaj, ki obliva celotno Luno pod tem ledevim pokrovom. Drugi so pa delali take stvari, da so recimo kemično merili z masnim spektrometrom, iz česa je ta pršec, in vidite, da so običajne stvari, kot je recimo voda, Potem imate pa tudi spojine, ki so bazirane na ogljiku, se pravi, nič živega, ampak
so pa organske spojine, kar pomeni, da je ta voda tam pod površjem v stiku z kamni spodnja. Zanimivo vsekakor. Ta zadnja stvar, ki so jo pa naredili, in to je pa tudi Luškan eksperiment bil, je pa med nekterimi temi mimoleti so dejansko cel čas komunicirali z Zemljo, skozi so se pogovarjali z Zemljo z anteno. In v tem primeru v Dopplerjev pojav omogoča zelo natančno meriti, koliko hitro se približujete ali oddaljujete od Zemlje. Isti princip kot policaj z radarjem na cesti. Samo da policaj z radarjem na cesti mer to omogoča na 5 km na sekundo natančno in to mer na razdaljo 100 metrov, medtem ko tukaj je bila pa razdalja recimo milijardo kilometrov in so merili to na približno 0,1 mm na sekundo natančno. In z tega se je videlo, da se je zadevšna mečkam bolj ustavila, kakor bi se smela. Zakaj? Je zato, ker je pač sonda Cassini narinila nekaj tega pešca, nekaj tega gejzirja, in jo je to mečkam zabremzal, in z tega so lahko začinali koliko materijala ven šprica, kakšen je masni tok. Tako da tukaj vidite, kako nekateri eksperimenti ratajo potem, ko že med to komisije odkrijajo, da sploh tam gejziri so. Tega nišče ni pričakoval. Zdaj, sam v bistvu polet Cassinija proti Saturnu je bil v bistvu bolj kompliciran, sodelovanje še Evrope za sondo Huygens, leta 2005 je to bilo, in sonda Huygens je dejansko pristala na eni luni, največji luni v našem Sončju ob Saturnu je, to je luna Titan. Zdaj, s tole luno Titan je dolga zgodovina, že Voyagerje, ki smo jih prej omenjali, sta v bistvu odkrila, ta prvi odkril, ta drugi potrdil, da je pravzaprav ta luna zelo nenavadna, zaradi tega, ker vidite tukaj malo jačen posnetek, se vidi, da je ena taka megla gora, in da dejansko se ne vidi površja, se pravi, to je luna z atmosfero, ki je neprosojena. Oblaki pokrivajo površino te lune. To je bilo prvovrstno presenečenje takrat včasih Voyagerjev, da so to stvar odkrili, pač nišče ni pričakoval, da ima kakšna luna lahko atmosfera. No in potem je pelal Cassini, štupa nama eno manjšo sondo, ki se reče Huygens, tukaj gledate deloma simulacijo, deloma pa realne posnetke, tole so zdaj realni posnetki, ko se je bližal površju, tole nazdolj je slikal, tole je en tak lepljen posnetek, in odprl padala, najprej z raketami zabremzal, potem odprl padala in mehko pristal na ničemu, če bo človek rekel danes poplavna ravnica. Se pravi, zanimivo, ko so šli dol, so bili take črne slage, ki se vidijo na posnetku. Te črne srate so neke reke, nečesa, ki teče očitno rečni sistem. Vidite se tudi, da je tukaj eno večje območje, ki ima slabšo odbojnost, ker je gladko, se pravi, da je tukaj tekočina in hočete neko jezero. In zdaj, ko so pristali, so pričakovali, da lahko, da bo kaj mokrga in so zato naredili tako, da bi sonda plavala, ampak ja, so pristali na prvi. So pristali na peščeni sipini in ta peščena sipina je bila pokrita, kot boste zdaj videli, to so dejanski posnetki, je bila pokrita z kamni in te kamne je človek opisal kot prodnike. Prodnike v tem smislu, da nimajo tako ostrih robov, kot bi jih sicer imeli. In obenem so te kamni, ko jih podrobno analizirate, te posnetke, ugotovite, da imajo različno kemično oziroma geološko strukturo, kar pomeni, nekdo jih je prinesel. Skratka, tudi ne samo, da teče, ampak imate kdaj tudi tako lepo plavo. In zdaj s tole poplavo, kaj za Boga bi lahko tekli, namreč smo na Saturnu, oziroma njegovi bližnji luni Titan, temperatura je nižja kot -200 stopinj Celzija, kaj lahko teče? Voda zihrne, tlak je približno tako, kar v tej sobni ambar, se pravi, voda sigurno ne more pod -200 stopinj teči. Lahko pa teče metan. Metan pa etan poznate iz jeklenk, mogoče ga ima kdo v kuhinji, in seveda v jeklenkah mora biti pod visokim tlakom del tekočine. Medtem ko pri tako nizki temperaturi je pa pri običajnem sobnem tlaku tekoče. In na ta način imate tam pač dež metanov, imate reke metanove, etanove, imate razelektrive, kot nevihte, veter piha, celotni cikel samogrejen na metanu, pa seveda nizka temperatura in nekaj zelo verjetno nič živega tam ne bi mogel biti. Ampak ja, človek je presenečen, da lahko še kje najde službo za meteorologe, bi malo tako kje celotno človek. Zdaj, seveda, na vso srečo, pa tam ni nobenega kisika, druga bi pa stvar lahko odpodiral.
Zdaj, ja, zelo na hitro, ko se bližamo počasi koncu, ne? Še nekatere stvari se spomnite od teh vesoljskih potovanj v našem Osončju, recimo pristanka mehkega na sonde Rosetta na tem kometu, oziroma bolj natančno sonde Philae na kometu. Misija, ki je demonstrirala, da dejansko ljudje znajo leteti po Osončju, hitrosti so bile več kot 10 km na sekundo, da bo treba predvsej bolj natančno kot meter na sekundo šofirati. Tudi take stvari, ko recimo 40 minut samo že svetloba potuje od tukaj od tam do sem, in posledično večino odločitev je morala sonda kar sama sprejema, zaradi tega, ker ni bilo časa, da bi vprašali Zemljo, kaj pa zdaj narediti in da bi kaj sprašal nazaj. Tako da pravzaprav učna ura v marsičem. Tale pristajalni modul prvi na kometu, mehanizem osmole, tukaj se je zagozdil spodaj revčak, spodaj pod eno skalo, ampak kljub sem opravil večino stvari in odlične posnetke smo dobili in seveda to me zanima, zaradi tega, ker kometi so material v Osončju, ki je nekako najbolj nepokvarjen, tako kot tudi prvinski, in zaradi tega se lahko naučimo kaj o izvoru vode, pa o tem, kakšna je splošno bila kemična sestava, tiste zgodne novice, iz katere je potem Osončje in vse te nastane. Zdaj, če takole na hitro kakšno prosojnico samo vržemo, Pluton je malo bil deprivilegiran, planirano je bilo, da bi šel že eden od Voyagerjev, pa drugi proti Plutonu, ampak potem so videli, da je na Titanu tako zanimiv, da so spremenili trajektorijo in da je odrolal to potem ven in ni šel do Plutona. Zaradi tega še, da sonda New Horizons, da je 2 leti nazaj letela mimo Plutona in odkrila geologijo, ki jo nihče ni pričakoval. Vidite, da že na prvi pogled se tukaj vidi nek tak v svetu, teren v obliki, kaj pa vem, človek bi rekel srčka, so rekli, ki pač očitno kaže, da je drugačen. To je bilo med približevanjem. Tole pa recimo posnetek višje resolucije, ki se je pa počas do Zemlje spravil. Se pravi, vidite takale gorovja z dušikovim ledom, pa takele ravnice s takimi mečkenimi kaduncami, pa v bistvu razdeljeno v takele, rečemo, kvadrante oziroma parcele. Ne vemo čist natančno, vsekakor je pa zanimivo, da je ta različne vrste ledu, da lahko tako zanimivo geologijo rodijo v nekem telesu, ki je pravzaprav mrčkano in ki je relativno zelo daleč proč od Sonca, spet nekako ni bilo pričakovano. Zdaj seveda, na začetku smo vsi ljudni, pa govorimo o neki beli ravnici, pa potem nekdo rečemo, ima obliko srca, ampak jaz mislim, da je precej jasno obliko česama na Zdaj, tukaj je bilo malo poti po našem Osončju. Zdaj, človek se zmeri vpraša, kakšne so to bile možne alternative. A se da, ali se bo dalo bližnji komponenti, kako bo drugače. Zdaj, nekatere stvari vzdolj delamo drugače. Se pravi, če hočete vi satelit samo obrniti drgam, zato da bo drgam pogledal, nikoli ne boste vključili motorjev. Preveč je škoda tizera goriva, ki ste ga morali potem posledično sabo pripeljati. Ampak to naredite z inercialnimi kolesi. Se pravi, imaš neke vrtavke, kolesa, ki se hitro vrtijo, ko jih z elektromotorjem obrneš njihovo os vrtenja, vi to odgovorite s tem, da se sami zasukate, se pravi, satelit se zasuka v drugo smer. Sukanje, torej v razmeri s temi inercialnimi kolesi, ki jih poganjate s tem, da dobivate za sončevimi paneli elektriko delate in je to. Potem pa glede starta Zemlje zaenkrat ni alternativ. Klasičen motor je edino, kar imamo, naprimer preomenjeni gospod, ki prodaja avtomobile, dela kakšne zelo koristne stvari, trenutno ima v igri motor, ki je boljši od prejšnjih, motor Raptor je boljši, ampak tako boljši za nekaj 10%, rečemo, od prejšnjih motorjev, ni na 10.000-krat. Zdaj, kakšne so pa realne šanse, če greste pa enkrat onkraj Zemlje, se pravi, ne zato, da pridem do vesoljske postaje oziroma do nizke tirnice na Zemljo, rad bi potoval zdaj naprej. A imam kakšno drugo možnost, kot klasični raketni motor, pa tisto gravitacijsko fračo, ki smo imeli. Imam, se to že uporablja. Vsaj ta prva varianta, to je ionski motor. Ionski motor z elektriko, tako kot v starih dobrih katodnih ceveh, pospešuje nabite delce, ksenonove ione ali kaj podobnega. In na ta način imajo ti lahko izjemno velike hitrosti. 30 km na sekundo, tudi 100 km na sekundo so že dosegali, se pravi izjemne izstopne hitrosti in to pomeni, da zelo efektivno pospešijo, da se ladja pač na nek način odrine v drugo stran.
zelo malo goriva porabite za relativno dober pospešek. Edino, kar je, ne smete preveč grobo pospeševati, ker tale motor na koncu je le neka rešetka, ki morajo ti delci skozi leteti in enostavno nič. To pomeni, pospeški so mačkani, 0,1 newtona, to je malo. In to pomeni, sicer si zelo efektiven, ampak ne moč močno pospešiti. In posledično ta motor je super, ko ste enkrat v vesolju, ker tam si vzamete čas, vaša plača je nizka, časa imate dovolj in lahko v miru imate motor prkan tudi 2 leti, če je treba, no problem. Če je efektiven seveda in je efektiven. Za start zemlje pa to ne gre, ker morate lastno težo držati in z 0,1 newtona jo pač ne boste. Tako da v tem smislu ionski motor se uporablja že, več misij je že šlo z njim za te polete med planeti. Pa še ta zadnja alternativa, ki nekako se trenutno je mečkan na hladnem, ampak je preizkušena in napredujemo v to smer, sončna jadra. Osnovna ideja je, če sonce sije, seveda da sije, potem se svetloba odbija od take površine sončnega jadra in posledično z nekim tlakom deluje odriva to jadro in to vas lahko pospešuje. Zdaj, vse skupaj je kritično odvisno od tega, koliko tehta kvadratni meter vašega jadra in meja je približno na 1 gramu na kvadratni meter. Če je težji, potem to ni zelo premaganje sončeve svetlobe. Če je pa lažje, pa super. Trenutno smo tam nekje na 9 gramih ali pa 8 gramih, se pravi še manjka je faktor skoraj do 10, ampak se bližamo. Zakaj ne znamo narediti bolj tankih jader, ker bi manj tehtala, pa vse super? Ja, v laboratoriju že, ampak izstreliš ga pa ne moreš. Zaradi tega, ker ko ga ti izstreliš tako pretanko narejeno jadro, se bo čisto preprosto razpadlo ali pa skrb zlepo ali karkoli podobnega. Upoštevati morate štart z raketo v vesolje, pejte kdaj, če imate šanso in ste na Nizozemskem in ste v bližini Leidna, tam greste z mestnim avtobusom do Nordwalka, kjer ima ESA svoj tehnični center, pozanimite se, imajo dneve odprtih vrat in pejte tja si pogledati stvari. Ena najbolj norih stvari, ki jo boste videli, je hala velikosti hale Tivoli, ki je čist prazna in če imate srečo, bo tam nekje v sred hale na nekem podstavku nek satelit, dejansko tisto, kar bo šlo v vesolje, in ga tako divje rukajo tega obozega reveža, da bo bnitko, kot da bi Jumbo Jet vzletal, samo od teh vibracij samega satelita. To mora preživeti, eno uro ga tako rukajo, če se fenta noga, zato ker hočejo, da je nizi krepne, ne pa takrat, ko izleti. In posledično vzlet je komaj da kontrolirana eksplozija, ruka ko zmešana in pretanka jadra tega ne preživijo. Tako da tukaj dejansko je to tehnološka omejitev. Zdaj, še let pa pol sem vprašal Markosa Baudeža, ki je Slovenc rojen v Argentini, dolgo časa živel na Koroškem, onkraj meje, zdaj pa še vedno pride k nam parkrat na leto, prijazno predava in pomaga, kakor ne more, pa vedno govori z vsemi slovensko. Vprašal sem ga, on je seveda vodja celotnega tehnološkega razvoja pri Evropski vesoljski agenciji. Zdaj neko, kaj pa sončne jadre, je rekel, da je tam njegov imaš modela, ampak veš, ta trenutek je tako, da na Evropski vesoljski agenciji smo v tistem načinu konzervativnem, ne moramo tega, ampak veš, to so cikli, približno 10 let, se pravi, če za 3-4 let ne bomo zopet šli na to. Tako da ja, jadra bojo šla naprej in kar bi človek pričakoval, vsaj moj naivno pričakovanje je, to je očitno osnovni način, ko boš nekaj delal v vesolju. V vesolju narediš fabriko, ki je sposobna na tanko valati ali naparjevati, tam ni nobenih sil, ki vam bojo strgala to jadro in lahko razvijate in producirate na mestu samem, se pravi v vesolju taka jadra in potem s njimi odjadrate dalje. Zdaj, če odjadrate dalje, tole recimo je naš študent računal, tole je iz literature, to je pa on zračunal, kot vidite, zelo podobno oziroma isto, kako se splača najboljši it. In rezultat je, da se splača tako malo okrog obrniti, pa mimo sonca leteti, potem pa odrola ven. Rezultat je, da na koncu, pri katerih parametrih, se prav spomnim, bi moral to nekje pisati, da približno za 70 km na sekundo letite, kar je zelo, zelo spodobna hitrost, ki jo drugače tipično ne boste dosegli. Tako da jadra imajo neko kapaciteto, nekaj se da narediti. Ampak še zmerja, a je to zadost, da gremo zdaj pa, ne vem, z drugim zvezdom. Ja, zdaj, tukaj spet enkrat zdajmo se spomniti, kakšne so velikostne skale, že tretjič danes smo imeli. Se pravi, če se predstavljamo v času potovanja svetlobe mrljiva, tokle sekund rabi svetloba iz sonca do nas ali pa od
signal od nas do Sonca skozi to razdaljo. 500 sekund, 8 minut približno. Recimo, Voyager je približno 19,5 ur potovanja svetlobe oddaljen, ampak najbližja zvezda za Sonce je pa 4,2, to je decimalna vejica, 4,2 svetlobna leta daleč. Če vzamete kaj drugega popularnega, karkoli vam je všeč, recimo Orionova medica, ki se zdaj ponoči lušten vid, 1300 let potovanja svetlobe, središče našega galaktičnega doma, naše lokalne galaksije, 25 000 let potovanja svetlobe, najbližja spodobna velika galaksija, podobna naši, dobre 2,5 milijona let potovanja svetlobe. Tukaj je šlo vkrata kar mečkan skromen, pa ne bi kaj dosti apotromen, ker svetloba rad malo predolga. Tole bi se pa slišalo mogoče zabavno, 4,2 leti potovanja svetlobe. Zdaj, kaj se da narediti? Ja, z današnjo tehnologijo, s tistimi tudi sončnimi jadri, vzemite zraven ali pa dodajte 10 000 let, ampak od oka 80 000 let rabite v eno smer. To leto več. In to se mene ne zanima, kaj pa vem, mislim. Poslal bom mu nekaj, pride nazaj čez 170 000 let, pa tem, kaj se dogaja na Twitterju, ne vem, če bomo še to. Tako da, dejansko me ne zanima v nobenem delu. Je pa tako, dokaj je dobre 4 leta potovanja svetlobe. Kaj bi bilo praktičen? Ja, dobro. Imam nekaj za sabo, očitno po moji sivi bradi sodeč, pa rečemo, dobro, 4 leta do predivje. Ne bo 40 let v eno stran, pa 40 let nazaj. 80 let round trip, kot mladenič se spomniš, da si videl, ne vem, Ribariča in Berganta na televiziji, kot medicina napreduje, kot starejši gospod, vidiš, da so pa šli nazaj in povedal, kako je bilo. Skratka, kaj rabimo? Da imaš 4 leta, rabimo 40 let, kar pomeni, da moraš z desetinko svetlobne hitrosti. To je bila blazno hitra, kaj ti svetlobna hitrost je 300 000 km na sekundo, desetinka je 30 000 km na sekundo. To pomeni, da si v 10 sekundah, več kot 10 sekundah na Luni. Ja, v redu, to je 1000-krat hitrej, kot gremo trenutno, to je zdaj čistko onkraj. Ampak to zaradi tega, ker hočem razviti en argument, ki ga saj nisem zasledil, pa se mi zdi zabavno. Ok, desetina svetlobne hitrosti, to še ni Einstein, ni treba še nekaj preveč skrbeti, lahko čistko, ko v srednji šoli računate, amben problem. Kinetična energija, ki smo rekli, da največ košta, če ste hiter, je čistko, masa krat hitrost na kvadrat polovic smo se v šoli učili, to je narko še zmer lahko kar v redu uporabiti. Jaz zdaj pa je tako, torej za eno tono, naprimer, moje ladje, moram torej 1000 kg pomnožiti s tole številko na kvadrat polovic. Rezultat, ki ga bom, če v pravih enotah postavljam, so džuli. Tako, ker vidite, sem tukaj pa pripravljene prosovnice pozabil, da morate napisati 10 na 17 džulov. Tisti 17 mora biti gor v potenciji. Tokle rabite za eno tono za kinetično energijo. Zato bi gre srediti 80 svetlobne hitrosti. In zdaj spet tukaj potenca manjka, to je približno 10 na 14 vatnih ur, če hočete jih zđuloviti. Zakaj vatne ure? Zaradi tega, ker ko odpreš Wikipedijo angleško, pa vtipkaš noter nekaj kazga, kakor Energy Consumption of Humanity ali kaj podobnega, potem dobiš takle graf. Tale graf ima na vodoravni osi ima leta, leto 65, leto 2015, pa se pa tam na navtični osi razne krivulje in sicer kar znate sami prebrati, ta modro je nafta, ta črno je premog, ta frijolčasto je naravni plin, rdeča je nuklearna energija in zeleno je veter, pa valovi, pa druge take blagidne veri energije. Prvi zaskrbljujoče je to razmerje. Vidite, bohne blazno, odvisni še zmeri od fosilnih zadevščin. Ta druga stvar pa seveda lahko tole skrb sešteješ, pa primerjaš to cifro 10 na 14 vatnih ur, pa ugotoviš, da tukaj nekatere stvari niso štete. Ni šteta tisto, kar sem jaz danes pojedel za kosilo, pa ni šteta noter gorenje biomase, recimo. Ampak dobro, to so manjši deli v primerjavi z zgodnjim, tako da je kar v redu ocena, da rečemo, da je to toliko energije za eno tono pospešita desetinko svetlobne hitrosti, kot je človeštvo v 10 urah porabljeno. To je pa kar nekaj, 7 minut, pa še nekaj 10 ur bi morali imeti
se ugasnem za to, da bi toliko energije za eno tono. Ne? Zdaj, ena tona, to se mi zdi, da ljudi zdaj 40 let na to, vsako stran že eno tono tehta. Ne? Recimo, mednarodna vesoljska postaja tehta 420 ton. Ne? In kaj s temi 420 tonami naredijo? Ja, noter imajo tam ene 5-6 ljudi, tam nekje par mesecev, ali tako velikost naredi ne 40 let, pa če je karkoli narobe in takoj pripeljejo od spode. Tako da v tem smislu najbrž ne 420 ton, ampak mnogo več rabite. In že za 420 ton, če malo množite, bi bilo to pol leta energetske potrošnje človečka. Z tega prijete do enega zelo preprostega sklepa. Če vam jaz nek futurističen, kaj pa vem kakšen, raketni motor, ki ima 100% izkoristek, vse gre samo v to, da se pospešuje, nič ne zgublja, potem bom za nekaj, kar očitno mora biti precej več, kot mednarodna vesoljska postaja, če bo 80 let okrog frčali, bom moral porabiti nekaj, kar je mnogo let energetske proizvodnje celotnega človeštva. To zadevno ni problem v nekih novih motorjih, ki jih bo razumel, ampak energija je premalo. Edina varianta, ki je v resnici realistično imate, je pa človek mislo kar malo še delač k sreči, je to, da sonce oblečete v eno srajco, pa potem iz te večje srajce zajemate ste velike površine, seveda vso to energijo in posledično dobite zadosti za vašo vesoljsko rado. Potem, če smo že v tem načinu, da tako majhno ocenjujemo, ja, na začetku tega poletja je bilo govora o mikrosatelitih, pač ne bomo pošiljali velikih ladij za astronauti, ampak bomo tja na Proximo Centauri, na to prva zvezda za Soncem, poslali čist ničkan satelit, se veste, vse je mrčkan, kamera je mrčkan, mobitel je mrčkan, vse te izkušnje imamo, to je super ideja. Ja, je, ne. In potem je naša ideja, ne, se ta stvar sploh nima gor nobenih raketnih motorjev, to mi kar z laserji pospešimo, pa šibamo ga, ne vem, za setinko svetlobne hitrosti. Super, ja, ampak kaj bi mi zdaj hoteli odkljukati, da smo poslali, ali bi radi, da od tam mogoče dobimo kakšno informacijo, da je tja prišlo, kako tam je, ne? Če je to te drugo, kar je najbolj edino smiselno, pa mora biti sposobna komunicirati z nami. In ena izkušnja, ki jo imam, je, da naprimer neka sonda, ki je ime Gaia, ki je oddaljena skromnih 1,5 kilometrov od Zemlje, s tem, ko razdalje do Sonca, nič posebnega, parkrat razdalje do ne. Ker ima največjo anteno, ki jo lahko skrb spravimo še običajno raketo 2,5 metra debelo, premera, ne? Optimalno tehnologijo za prenos za 1,5 milijona kilometrov razdalje, pa je naša hitrost, ki jo dosežemo tam med 6-7 megabitov na sekundo, če na Zemlji uporabljamo 70-metrske kronike za sprejem sekunde. Se pravi, dobite domači internet. Tiste kasini sonde pa tako naprej se pogovarjamo, tisti, ki se še spomnite po starih modemov, tisti, ki so pa spektrum ropotati, to so te brzine, 9 kilobitov na sekundo, 8 kilobitov na sekundo, 19 kilobitov na sekundo, če je full hiter, pa tako naprej. Skratka, tukaj pa seveda gre za neverjetno bolj daleč. In posledično imate problem, da ne morete podatkov nazaj spraviti. Ok, podatkov sem ga nazaj spravil, bomo pa ladje nazaj spravili, se smo rekli 40 let v eno stran, pa 40 let v drugo. Ja, ampak če sem jo jaz iz laserja pospešil, načelno morda to gre, potem bi bilo fajn, da bi tam ona najprej zabremzala, da to kaj poslika, pa predvsem se okrog obrala, da gre pa nazaj. In to pomeni, da moš najprej zabremzati, pa še enkrat pospešiti, da boš pa v 40 letih nazaj. In zdaj, edina varianta bi bila, da se z unimi Proximo Centaurci zmenimo, da imajo v pravem času pržgane laserje, da bodo ustavili pa spet pospešili, takrat pač to ne gre, ni nobene šanse. Tako da s temi idejami je nekaj težav. Zdaj, niti 100% izkoriščene idealne eksplozije vodikovih bomb ne gre zadosti. Ker gre za tako pot, se pravi, na nek način, kaj iz tega sledi, je enostavno nimamo dovolj energije za potovanje v drugi zvezd, ne zdaj, ne v kakršnikoli drugih področnosti. Zdaj, ja, mogoče res čist bolj proti koncu, Seveda, tam zunaj je pa marsikaj zanimivo, zato bi zjeli, že pri Proximi Centauri je en planet, ko ste pa malo naprej, pa planetov trenutno že kar veliko okrog drugih zvezd. Danes je številka postavljena na tem mestu, si lahko to sami ogledate, na 3671 planetov, 2751 različnih zvezd. V osnovi sta načina dva, kako jih odkrivamo. En način je, da če gre planet okrog zvezde, potem je to nekaj podobnega, kot če vi držite otroka, ki se okrog vas vrti,
vi ste pač zvezda, on je pa planet, ne? In v resnici ni čist res, da on okrog vas frči, ampak se tudi vi malo takole nagibate nazaj, ne? Da jo kompenzirate. Ne? In ta mala, ne, pomeni, da greste kdaj malo v to stran, pa malo v to stran. Ne? In to merite, ta Dopplerjev premik, zelo mačkan, kakšen meter na sekundo, doskrat samo, ampak to se danes da meriti. To je en način za odkrivanje planetov, drug način je pa kaj na desni ilustriran, to je pa, da če imate zvezdo, ki jo vidite kot pikco sicer, ampak če se spredi postavi planet, v resnici boste majčkan temnejšo to zvezdo videli. Recimo Jupiter je popolnoma 10-krat manjši, zato 1% na kvadrata, ne, pokrije svetlobe zvezde. Zemlja je 100-krat manjša od našega Sonca, se pravi pokrila 100-krat 110 tisočinko svetlobe. Če zelo točno merite, recimo satelit Kepler, to zelo uspešno počenja, oziroma je počenjal, potem lahko na ta način vidite, ker je to periodično, signal vsakič, kot je tam ilustriran, ker spredi pride, ne, se bo to zgodilo in lahko z tega pogruntate, koliko je velik, pa koliko časa okrog rabi. Se pravi, so stvari, ki znajo biti zanimive. In zdaj, naprimer, ja, že ne zelo daleč naprej od te najbližje zvezde, imate tole odkritje v zadnjem letu, pozvani TRAPPIST-1, zelo luštna ideja enega evropskega astronoma, ki je najprej z majhnim teleskopom to odkril, potem pa uporabil vse, kar je na Zemlji na voljo in v njeni okolici za točnejše opazovanje in je gotovo, da okrog te relativno mačkane in skromne zvezdice, da ima ta Sneguljčica kar 7 palčkov. In te 7 palčkov vseh po vrsti so nekako zelo podobne velikosti, kot je Zemlja, in jih je bilo mogoče odkriti, ker je tudi ta zvezda relativno mačkana in temna in zato kar nekaj njene svetlobe pokrije. Še druge take zabavne stvari je bilo mogoče odkriti, recimo to, kako se med sabo motijo pri teh prehodih in koliko se eden suka, pa drugega, pa zabremza, pa pospešuje, pa se z tega lahko pogrunta, kolikšna je ne samo njihova velikost, ampak tudi njihova masa, podobne ideje, kot je bila v starih dobrih časih po Herschelu, ko so potem odkrili planet Neptun na ta način. Tako da, lep, zanimiv svet, 40 svetlobnih let daleč od tukaj, se pravi 10 na dlje, kot je najbližja zvezda, še zmeraj pravzaprav naša bližja soseščina. Tukaj mogoče si ne moram kaj, da ne bi še ene prosojnice pokazal, da je komplicirana, ampak kljub samo jo bomo probali izložiti. Namreč, pri marsikakšnem fenomenu se skaže, da na začetku odkriješ tisto, kar ste sposobni odkriti. Pri planetih, recimo, se je skazalo, da smo na začetku najlažji in edini bili sposobni odkriti zelo velike planete, ki so šli zelo blizu svoje zvezde, ker je hiter okrog, pa je relativno dosti svetlobe pokrija. Ja, zdaj smo pa počasno napredovali, tako da če se potrudimo, pa če gre tudi planete velikosti Zemlje, se da na ta način odkriti. In tukaj imate tak primer, kaj je naprimer trenutno znano. Tukaj je koliko časa rab planet okrog, en dan, 10 dni, 100 dni, 1000 dni, 10 000 dni, tukaj pa kolikšna je njegova masa. In vsaka pikca tukaj je en takle planet okrog neke zvezde. In zdaj, ok, tako približno so nabrani, zdaj tukaj jih ni zaradi tega, ker jih de facto ne bi znali odkriti. To so planeti, ki predolg rabijo okrog, imajo premalo snovi in jih ne bi znali videti, premalo vplivajo na svojo zvezdo in na njeno tisto radialno vplivanje. Tukaj gor je pa prazno zaradi tega, ker takih planetov res ni, se pravi planetov, ki bi rabili samo 3 dni, da bi okrog, pa bi imeli maso, ker ne maso, ljudi pravi še več. Tukaj imate celo konkretno čez tele pikce narisane neke take obarvane krivulje, ki tukaj povejo, kolikšna je ocenjena verjetnost, čisto geometrijska, da je stvar prav postavljena, pa da prav opazujete, da bi to odkrili, da bi odkrili to vrstni planet na takile črti. Tukaj gor, kot rečeno, v vsakem primeru ga najdemo, tale 60% pomeni sam dobre pol šanse, tukaj spod, Marička, vsakega 50 ga bom komi odkril. Prav, kar ugotovite, da je doskrat treba v astronomiji, kot tudi sicer upoštevati, kakšen je vas vzorec. Vi niste opazovali teh planetov namenoma, ampak nekatere ste sposobni odkriti, druge pa ne. K sreč smo s to sposobni ovrednotiti in posledično lahko popravimo, ko nimamo več ene pikce, ampak par 100 pikc na takem diagramu, kako bi bilo, če bi imeli boljši teleskop. Teh pikc bi bilo očitno bistveno več, kot jih je trenutno narisanih. Iz tega prijete tudi dveh izjav, ki sta pa precej fundamentalni. Prva izjava je, da se pogovarjamo o velikih planetih, kot je kakšen Jupiter,
tako dobre vade okrog vsake 7 zvezde na nebu, vsaj kakšnega morate najti. Če se pa pogovarjamo o planetih, ki so že tako bolj podobni Zemlji, v tem smislu, da so skromiti, pa je to vsaka druga zvezda na nebu na vsaj kakšen tak planet. Nisem rekel, da je to kopija Zemlje, lahko je bolj vroče, lahko je bolj hladno, lahko je vse narobe, ampak vsaj potem, da lahko najbrž stojite na površini, pa je simpatično. Se pravi, počas potujemo tudi brez vesoljskih potovanj do teh, rečemo, svetov onkraj. Zdaj seveda te stvari se dogajajo, tudi v prihodnosti se bodo dogajale. Tole je ena taka, recimo, razvoj, ki prihaja relativno zelo kmalu. Leta 2024 bo v Čilu začel delovati en ogromen teleskop EELT, European Extremely Large Telescope. To je 39 metrov, bo imel predlog zrcala, ki že gradijo, smo naš kolega Jure Jatvar je zraven pri tej igri. In to je teleskop, ki bo tako veliko zrcalo, da bo dejansko zbral več svetlobe, kot vsi teleskopi na Zemlji trenutno skupaj. In obenem bo pa njegova ločljivost po podrobnosti v vidu pa bistveno boljša od celo naslednika Hubblovega teleskopa. Se pravi, pravo čudo tehnike in s tem pričakujemo, da naprimer, kar se tiče planetov, ne bomo samo rekli, ok, je neki približni velikosti Zemlje, ampak se bomo za posebej srečne primere, recimo Trappist 1, lahko šli zgodbo, ampak ima morebiti kaj atmosfera okrog, ker se to seveda vidi, ko gre planet spredi, filtrira svetlobo skozi atmosfero in lahko vidiš kemično sestavo te atmosfere. In ali morda, kar bi bilo posebej zabavno, je v tej atmosferi čisto slučajno kaj O2. Kajti O2 je tak precej reaktivna zadevšna in bi se relativno hiter s kakšnimi skalami reagirala, razen saj na Zemlji imamo že izkušnjo, da nekdo to dobavlja. In zdaj to ni dokaz za življenje, kjerkoli bi bil pa relativno močen bolnik, da se splača boljše. Zdaj seveda paralelno s takimi stvarmi tečejo druge zgodbe, povezane, o katerih danes ni bilo časa govoriti, povezane z razvojem zvezd, z tem okoljem, na koncu je to pomembno tudi za planete. Tukaj imam recimo sam tako zaradi kompletnosti, da ne rekel, da samo druge stvari govorim, kje smo zraven, se pravi, ljubljanska skupina pa raznoraznih pregledih na 2 smo malo omenjali z razdaljami, razni drugi pregledi veliki neba, lastnosti zvezd, njihove zgodovine in posledično, katere imajo papirjene planete, delamo v Čilu, delamo v Avstraliji in tako naprej, ampak to je tema kakšnega drugega predavanja. Tako da počas bi jaz prišel do konca in tale konc seveda je mogoče bolj oseben. Prva stvar, pri tem poslu raziskovanja vesolja, torej smo in bomo ostali. Jaz bi saj rekel, da kar se meni tiče zavedno, zdaj ne vem, pa najmlajši narediti ne, pri tem je na Zemlji bližno okolce. In to zadevno se pa kljub samo da marsikaj relativno zabavno priloči. Ena stvar, ki je recimo precej zanimiva, saj za moje pojme, je to, da starost Zemlje smo poznali že kar nekaj časa, ampak starost vesolja se je pa tako natančno spoznala tam nekje okrog leta 2000. Se pravi, se stvari zelo usilajo v zadnjem času. In zdaj, pri tem poslu je torej na koncu zelo pomembna točnost. Se pravi, zelo važno je, da ko imaš nek problem, da probaš do konca razbiti in potem pravzaprav doskrat prije do kakšnih fundamentalnih novosti. Naprimer, gibanje zvezd, hitrosti njihove, ki ima včasih teh relativno velikih podatkovnih seti podrobno razumeti. Astronomi niso več to, da ima neko zvezdo, ki jo opazuje, on ima svoj milijon zvezd na računalniku, ki jih obdeluje, te stvari so ratale industrijske glave. Tudi taki je primer, ki ko si nekako zjutraj greš na, rečemo, catwalk in vidiš, kako zemljina senca počas zahaja, potem, ko sonce vzhaja, ta romantika je večinoma šla, zaradi tega, ker doskrat sploh nisi na teleskopu, ampak nekje čist drugod z računalnikom in doskrat je to drugi kontinent. Potem naslednja zadeva je, da pri vseh teh stvarih, ki so povezane s sodelovanjem, na splošno znanost je zelo ratala kolaborativna, se pravi, neke neformalne interesne skupine se okrog neke ideje spravljajo in se dela skupaj. Te skupine imajo takole, kaj pa vem, nekaj ljudi lahko, ali pa nekaj 10, v skrajnih primerih več kot 100 ljudi. In v teh skupinah je taka zelo neformalna vzdušje, ampak so odgovorni.
če je treba nekaj narediti, nihče ti ne bo tega direktno rekel, ampak dobro veš, kdaj je rok in tega se je treba držati, nekako bo pač enostavno drugi čakalo. Ne? In posledično nekako velja eno tako kreativno priganjaško vzdušje, ki je stalno prisotno. Ne? In to na koncu pripelje na tisto ta srednjo alinejo, ne, na alinejo odgovornosti. Včasih bi si želel, da sem malo že med predavanjem kritiziral, bi nekateri ljudje mečkaj manj govorili, pa mečkaj več naredili, tako lepo v tišini, pa bomo vsi bolj veseli, ne, če se pogovarjamo o kakšnem Marsu. Pomemben cilj, pomembno, da bi ljudi tudi gor poslali, ampak takoj govoriti o neki koloniji milijon ljudi je pa za moje pojemno rečeno neodgovorno. Ne. In seveda, kaj s tem počela Severna Koreja? Ja, odgovornost mora biti pač, rečemo temu, pozoren na detajle. Naprimer, primer novice izpred 2 tednov, ki ste jo mogoče zasledili, mogoče šla k srečni vas, mene je osebno mečkam pretresla. Ne? Vsi mediji, najprej slovenski, pa še nekateri tudi sem šel pogledati, so poročali, da so neki ameriški bombniki preleteli obalo Severne Koreje. Ne? Če bi to res, ne, potem bi šel razmišljati, kje je zaklonišče. Kaj ti se ve, ne, to je kršitev suverenosti, imate možnost odgovora, se lahko zgodi vse sorte. Ne. K sreč to ni bilo res, ne. K sreč so letelo v mednarodnem prostoru in je razlika točno ista, kot da bi telefoniral nekdo mi vlamljal v hišo, ko bi videl, da gre nekdo sumljivo torbo po javni cesti in vaška vrta. Tako da, ja, treba je biti nekako odgovoren v svetu, ki živimo, ki je mnogo širše od znanosti. Ne? In zdaj, kako pa boste odgovorni lahko v tem smislu, da boste kdaj preverili kakšno novico, marsikdo se morda s tem ne bo strinjal, ampak tudi samo bom rekel, tam je gor tiste okvirček, ko se pogovarjamo o znanosti, skratka, ko je daleč politika in neki državni in podobni interesi, potem je za moje pojme angliški Wikipedija odlična referenca za marsikaj. Sej so napake, ampak jih je manj kot drugod, stvari so zelo posodabljene, zakaj je tam je beseda angleška, ne slovenska. Ja, nekateri stvari zmoremo, druge, kot kaže, za enkrat ne čist, recimo na področju astronomsko sliko dnevno prevajamo, slovar smo probali nekako normalni skupaj spraviti, kakšno predavanje se kdaj zgodi, angliška Wikipedija treba še malo bolj dopolniti, tako da probite še vi malo pomagati. Ne? Tako da bi angliško Wikipedijo spremenili v tem primeru v dobro slovensko varianto. Ampak kot rečeno, imate možnost preveriti informacije, te stvari tipično, kar stojijo, in so tipično kar dobre razložene. Tako da zdaj ne vem, če mogoče najbolj pameten, ne? Zdaj mogoče ne vem, smem izvrti koridor Irala, biologija in astronomija. Jaz dostakrat uporabljam za vašo stroko točno tole, ker drugega ne znam. A se strinjava glede tega ali ne? Glede česa? Glede uporabnosti na splošno Wikipedije za laike. Ja, to pa ja, vsekakor. Ja, no, pa sem nekako pomirjen, se pravi v tem smislu, da se strinjamo, da... Ker marsikdo bo rekel, lejte, to kar to napiše, ampak ljudje se zelo med sabo pravzaprav kontrolirajo, in neumnosti je tudi zelo malo, ali pa ne preživijo domko. Zelo priporočam. Popolnoma vaš, zdaj ni še čisto natančna marsovska atmosfera tukaj noter, tako da če imate še voljo, seveda greste lahko karkoli vprašati in morda bom verjetno rekel ne vem. Če bom pa lahko pojasnil, če se nekaj tazga, da se ne razumem. Kakšno vprašanje mogoče? Prosim. Mene zanima, kakšen teleskop rabiš, da vidiš ostanke, ki smo jih pustili na Luni. A ste to osebno videli? Ja, torej iz Zemlje tega ni mogoče videti, zaradi tega, ker je na poti Zemljina atmosfera. Migotanje Zemljine atmosfere je premočno. To se naredi z orbite nad Luno. Se pravi, imate sondo, ki kroži okrog, ki rutinsko kartira Luno in mimogrede je tako rekoč po nesreči posnela še to. Se pravi, celotni zbirki, ko poiščete, kje zdaj to je, koordinate reče, v redu, kljubca, ja, sem videl to film, dobro resolucijo imate, merjen si ga. Tako da, seveda, to so sonde, ki so leteli nad Luno, posneli pa zdaj pred par minut.
To je relativno zahtevna zadeva, ne, ker te stvari so mečkanja, prav manjše od 1 metra ali pa ta velikost kareta. In rabite imeti kar zelo natančno sliko, da to stvar vidiš. Se pravi, govore iz nujne tirnice se te stvari pa vidijo. Tukaj bi dodal, da tudi iz Hubblovega teleskopa ne boste videli ostankov Apola na Luni, to pa ne pomeni, da Apollo tam ni bil. Ne, enostavno ne zmore. Vemo, da je bil. Ne zmore, enostavno Hubble je predaleč in njegova resolucija je slaba, kar pomaga imeti v resnici sicer slabšo resolucijo, pa biti mnogo bližje, se pravi leteti tik nad Luno, mogoče, ne vem, par 100 kilometrov visok, 200-300, in potem slikati. In to se seveda počne, zaradi tega, ker kartiranje Lune, kartiranje Marsa, kartiranje Venere, to se počne v vseh mogočih tehnikah, vključno z radarjem, vključno z raznimi nevtronskimi detektorji, ki detektirajo vodo pod površino in podobno. Zaradi tega, ker seveda vi hočete imeti te podatke, kajti brez tega se ne upate gor prstati, ker je velika loterija, boš šel nekam, pa boš preletel ob nekam, da se bo vse razbil, ni njih najbolje. In v tem smislu hočete imeti dol do, če se ne da metro ali bolj natančno, saj oceno grobosti terena. In grobo jo dobite potem, kad vidite, kako se v tem terenu, to je že močna indikacija, potem pa se vrde grafino vsako skalo, le mogoče. Tako da to se počne. Pokaj na Zemlji veste, kaj zmorejo sateliti, a ne, če odprete Google Earth, pač, če ste na jadrnici, se vas svi stvore počne. Tako da v tem smislu, ja, se da stvari celo skozi Zemljino atmosfero, kar je predvsem bolj zoprno, kot je unika ni nobene atmosfere. Še kakšne vprašanje? Ja, kar prosim, imamo. Prej so omenjali SpaceX pa Muska. Kaj je dejansko vrednost teh njegovih? Ali je komercialno za okvirje? Gospod je tako, on, to bo zdaj, če smo oseben mnenja, njegov model, motor Raptor, je smiseln razvoj. Tukaj je kar nekaj visoke tehnologije, tukaj je kar nekaj razvoja zlasti črpalk. Te črpalke morajo zdržati tam okrog 300 barov razlike v enem samem obratu. Ta stvar v 4. obrata doseže polno brzino, so novi pogoji in sem Matevž Dular se v tem bolj spozna, kot rečeno, ki je rekel, veš, sem to požrena. Gravitacija, ki se vam zelo ukvarja, ta je obupna. In tukaj razvoj, kjer, kot rečem, ti kolegi na strojni tukaj marsikaj znajo, dejansko gre naprej in ta je pomemben. Za seveda marsikaj drugega, kjer imate neke pogoje ekstremnih črpalk, kjer ni važna cena, samo da bo zdržal. Imamo neki taki primer v Zemlji, ko res ne bi hoteli, da stvari se pokvarjajo. Tako da, seveda, Raptor je verjetno najbolj naprednik po vrstni klasični motor trenutno. Je pa res, da, ker sem pa poslušal tega gospoda, da je v Adelaide pred kakšnim dobrim tednom, rekel je, da zdaj bojo pa kar isti motor uporabljali zato, da grejo do orbite, pa zato, da bojo šli do Marsa, pa zato, da bojo vse počeli, pa menda še kar za hip-hop iz Los Angelesa do Sydneyja v počnature. Čakaj, to pa ne gre, In to ne gre zaradi tega, ker motor, ki deluje v zemljini atmosferi, ima drugačno odprtino šobe kot motor, ki deluje v vakuumu. Motor je efektiven samo, če ima natančno napolnjeno šobo in zaradi različnega zoranega tlaka je to osnova raketne tehnike, da se to drugače dela. Spremljiva geometrija odpade pri teh zadevah, se pravi, ne, tega ne boste uporabljali pika punkta. In posledično tudi nič ni res o tem, da boš v 3/4 ure prišel iz Los Angelesa do Sydneyja, zaradi tega, ker, no ja, in glede varnostnike pa zboje drugo pregledovali prej, in je pač nepotrebne izjave v človeku. Nepotrebne izjave so tudi govora o milijonu ljudi na Marsu, pa 10.000, pa o stotinah, ki naenkrat peleš, pa o tem, kakšne igrišča, pa kine bojo imeli, pa tako naprej. Zdaj, nekaj manj govori, pa te bojo ljudje lažji poslušali. Seveda, gospod je inteligenten, vedno se pove, da je to tisti gospod, ki prodaja odlične avtomobile. Jaz bi ga tudi imel in mi ne izglava to spomne, da bi mogoče pa lekaj prehranil kakšen denar. Mislim, te avtomobile si mnogo ljudi želi, in to je zastonska reklama. To je zastonska reklama, ki se nič ne plača, ljudje pa zelo pozabljajo.
bojim se, da je zgodba taka. Leta 2024 bomo imeli to in to, na koncu bojo pa leta 2024 ne vem kaj, nekaj relativno bistveno manjšega naredil. Ja, sodba bo tako, kot smo ljudje po navadci, to je normalno. Ne? Rečeš, no dobro, ni naredil tisto, kar je obljubil, ampak nekje pa naredil. Ne? Ja, to je končni rezultat. Ne? Skratka, tukaj ne gre za nič drugega, kot za neka sorte ugled in kredibilnost, ki pa je danes mečka zanimiva kategorija. Tako da jaz to gledam, to je zelo kruta beseda, je zelo pogumna proti človeku, pa ima toliko denarja, ampak jaz bi si želel, da bi ta Raptor šel naprej in da bi vsi bili malo slej, pa malo pa tako naprej, posledično bile stvari boljše. Ni pa treba tega opremiti s kovinami na Marsu in za vsemi podrobnosti družbenskih igrišč. To se mi pa nekako res ne zdi, da bi smeli biti zraven. In kar mene se osebno zelo moti, je, da ljudje tega ne izpostavljajo. Mislim, ne vidim proti argumentom. Se mi zdi, da obstajajo neke meje, kaj je prav reči, kaj pa nekako res peleš za nos. Kar nekaj eksoplanetov bo že odkritih. Imate mogoče kakšne podatke o obliki teh? So vsi sferični ali so mogoče kakšne drugih oblik? Ja, torej, tako je, ne? Planet je v krogu, dokler je bil kdaj stopljen. Skupaj ga pa je taj državljanska gravitacija v tem primeru. Se pravi, velikost Zemlje, velikost Merkurja, tudi če pričakuješ približno okroglo obliko, velikost Lune pričakuješ okroglo obliko. Tudi v našem Sončju pa tam nekje, recimo, če vzamemo Mars, ima dva drobiška, Phobos pa Deimos, tam pa sta pa krompirčka, se pravi, sta take čudne oblike. Zato, ker to sta ujeta asteroida, to so majhni kamni, ki skrb drži to, da je to pač skala, ne lastna težnost. Tudi tist komet, Churyumov Gerasimenko, sta dva kosa zlepljenega krompirja vmes je pa vrata. V tem smislu pričakuješ, da bodo telesa večja od neke velikosti okrogla, in zaenkrat ni bilo nikjer evidence, da to tako ni, čeprav moramo pa vedeti, da imamo zelo malo šans to opaziti. Se pravi, pravzaprav tega najbrž ne bi opazil, če je bil krompirjaste oblike, ker premalo časa leze sprede, da bi se to oporeči, ali pa gre zopet proč iz ploskovca. Čas je prekratek. Vmes imate pa zmer nekaj izgovore, da tudi zvezda zadnji morda ni čisto enakomerno svetla, pa tako naprej. Tako da posledično je to kar težko vedeti, ampak pričakujemo, da so okrogli. Enkrat v bodočnosti, ko bomo pa lahko videli to manjša telesa, bojo pa najbrž tudi krompirji moderni, ampak pričakujemo, da kar dobro razumemo tudi to mejo, da Zemlji podobni planeti so skaloviti, medtem ko veliki planeti so plinasti. Da je ta meja, ki jo imamo v našem Sončju, velja tudi drugod. In to je kar pomemben, spet, če gremo na take bolj, rečemo trenutno spolske argumente. Še bi človek, seveda pojma nimam, kako to narediti, ampak si predstavljal, da je neko življenje tam gor, sigurno ni slabo, da ima na čem biti. Kaj ti, če bi bil v Jupiterovi atmosferi, načelno ja, ampak pa morate pa leteti, in to od rojstva do smrti. In ni tako preprosto leteti, težji, kot če stojite na načelu. Tako da pa tudi problemi so pa z kemičnim interagiranjem in dol, stopinji in s takimi zadevami. Tako da, ja, se zdi, da je koristno imeti nekaj. Ribe letijo, ribe pa letijo, celo življenje. Ja, seveda, mislim, trdno tekoče nekaj v tem smislu. Hvala. Ja, jaz sem se navezal tisto vprašanje, pa vprašanje nazaj, smo govorili o atmosferi kot nekaj faktorju za teleskope. In pol je bil rečen, da smo naredili signal največji teleskop sploh. Zdaj, to verjetno stane zelo veliko. Zato recimo splača napram tega, da lahko dali narediti še en še boljši teleskop, ki je v orbiti Zemlje. Ja. Kaj se bolj splača? Zelo dobro vprašanje. Torej, odgovor je tehnologija gre dalje. In James Webb Space Telescope je zelo pomemben teleskop, zaradi tega, ker veste, v vesolju imate omejitev. Ko pride teleskop gor, ga je treba pred tem spakirati v raketo. Rakete so omejene do beline, 2,5 metra so debele te cevi od raketa. In zato nič bolj debelka ne gre noter, zato ste omejeni recimo pri Hubblu na 2,4 metra zrcala.
James Webb gre onkraj tega, ampak za zelo, zelo visoko ceno. On se odpre, tako kot ena roža se odpre, in to je 6,5 metra premera. 6,5 metra proti 39 metrom, ker govorimo o zbiralni površini, 39 metrov nese, ko naš sploh se usklina. Seveda, ne me zdaj narobe razumeti. James Webb bo naprimer lahko opazoval v infrardeči svetlobi, ko je tukaj v bližini pač puščavi Atakama, bo to postavljen. Do neke mere se da delati v infrardeči, ampak ne tako zelo dobro. So področja, ki jih bo samo James Webb dosegel. To so tista relativno hladnejša področja brez zgodnega vesolja in podobno. Je pa res, da velik del, na nek način večini, odvisen od argumenta, ki vas zanima. Je pa seveda stvar v vidni svetlobi ali v bližnji infrardeči, kjer se čisto dobro vidi piščina. In zdaj seveda tradicionalno bi bila absolutno omejitev to, da bi sicer videl zelo temne objekte, ampak čistko zmazani bi bili. Ja, in tukaj prije pa tehnologija notena. Tam nekje od leta 90 se to razvija in to je zdaj res nekako narejeno. Če imate lepo atmosfero, grejo nekam v tem primeru na Pacifiško obalo, na enega osamelca, ki imate lepo laminaren tok, nič se ne meša, čez iz Pacifika skozi piha enak zrak, popuščavajo se prav suho, malo vodne pare in podobno. Potem, v takih dobrih pogojih smo sposobni skompenzirati migotanje atmosfere. Zdaj, temu se reče, če ste na Wikipediji gledal, temu se reče adaptivna optika. Adaptive optics, ni aktivna, kar bi bilo active optics. Aktivna pomeni samo to, da teleskop držiš ta prave oblike. In ga tako podpreš, lepo, ko se prileša ga nazaj, potegneš. Medtem ko adaptivna pa pomeni, da popravljaš, kaj se je zgodilo v poti skozi atmosfero. In v prvi fazi, kar se zgodi, je najbolj preprosto, da prihaja svetloba iz malo različnih strani v vaš teleskop in vam zato pleše zvezda. In vam, če to zdaj eksponirate, zmaže zadevo in izgubiš ostrino slike. Ja, zdaj pa velik zrcav je prevelik, da bi ga nagibal. Ampak tam nekje po ene dveh odbojih imate en manjši zrcav, je ne toliko velik samo. In njega date gor na piezoelektrike. Piezoelektrike je tak material, ki se raztegne v skrč, čist malo, ampak se ni treba, samo za košček valovne dolžine se treba, da se spremeni. In ga lahko rokate in popravljate. Se pravi, ti gledaš, kaj se dogaja in popravljaš. Ja, ampak tukaj je še en kiks, jaz moram vedeti, kako moram to popravljati. In krutost je to, da atmosfera ima v vidni svetlobi ima tokle velike celice, v infrardeči pa tokle velike konvektivne celice. Pa veter skozi piha, se pravi, stvari se skozi rokajo in spreminjajo. Ti moš to v realnem času, časa imaš morda stotinko sekunde, da detektiraš, preračunaš, kaj narediti in že popraviš, tako da ga boš tako pred eno šalčko lovil, tista šprica, ti ga preloviš in gledam skozi stotinko coprenota. Fino, kje bomo pa dobili informacijo, kaj se je zgodilo s to svetlobo, s to atmosfero? Ne morem uporabiti sosednje zvezde, ker je tipično preveč daleč v potu. In kar narediš, je narediš malo s težko gostjo, ampak si narediš umetno zvezdo. Se pravi, kar narediš, je naredila ven svetaš z laserjem, ki ne sveti v vidni svetlobi, ker pa bi v nič v sebi, pa še sosednjem, na sosednjih teleskopih ne bo, ampak svetaš v krajših valovnih dolžinah. In dvigneš kakšno molekulo v višje vzgojeno stanje, pa atom, pa ga pa pustiš, da po več korakih dol gre. In ena od njih ne bo recimo zelena svetloba, nižje energije in zato v vidni svetlobi. Vzguješ z nečem zelo modrim, dol pada pa v vidni ali pa infrardeči. In s tem si tam gor, poskrbiš, da je to neka molekula, ki je visok gor, ne vem, dušik ali kisik ali karkoli podobnega, in ga vzgujaš, in s tem tam delaš pikco na višini, ne vem, 90 km visoka. In ta pikca je tako, da popravljaš to zrcalo. Zdaj, to je klasična zgodba adaptivne optike. Hudik ima pa tukaj veliko zrcalo, da lepite skozi enim laserjem, ker leva pa desna stran različna. Vsak skoraj na kvadratni meter ima svoj laser in svoj sistem. In kar je noro, je, da ljudje na Evropskem observatoriju se upajo dejansko mesta. Se v grost laserju in bo od prvega dneva delali s to optiko in bo imel od prvega dneva omejeno ločljivost
pod oklonsko ločljivost, kar pomeni maksimum, kar se da. In to pomeni, da 6 metrov pa pol, pa 39 metrov, če delate oba dva v isti svetlobi, recimo kot delovna varianta, to pomeni, da je to ravno razmerje teh velikosti bo razmerje ločljivosti. Kar pomeni, da bo imel ta zemeljski tam rečva 5x6 boljša ločljivost, bolj ostro sliko. Kar je seveda blizu temu, da je to noro. Tako da, ja, James Webb bo šel relativno kmalu proti infrardeči, zaradi tega ima to zlata zrcala, ker pač lepo v infrardečem, v vidni svetlobi ni tako zelo dober po bližnji infrardeči, kako pa relativno kmalu niso. Seveda, PR mašina je včasih malo drugače govorila, ampak, kot rečen, prihaja nekako, to spreminja igre. Ker ne nadamo dovolj svetlobe, ker praviš, da pride primer po tistem planetu, čist stavek krancelček je okrog. Ker, če ste gledali v literaturi, piše, da so odkrili atmosfere planetov. Ja, so, ampak to so taki nesrečni planeti. Čist bliz zvezde se je znašel in taga tako neusmiljeno piča, da šprica vse vrt, komet, vse leti okrog. In ja, v takem srečnem primeru so uspeli videti dovolj svetlobe skozi to atmosfero, da so povedali, iz česa je in so sledili čajno. Potem, ko takih bolj miroljubnih stvarih, kot je bila naša Zemlja,